Sprejem dobrih 158 milijonov težkega mestnega proračuna med drugim pomeni podlago, na kateri lahko občina podpiše pogodbo z Zavodom Maribor 2012 in z njo financira letošnje delovanje zavoda in izvajanje programov. Pričakujem pa, da bo delovanje zavoda in seveda vse vsebine, ki so bile načrtovane v skladu s predvidenim sofinanciranjem strani Mestne občine Maribor. Zavod naj bi letos ob zmanjšanju števila za investicije vendarle za delovanje in izvajanje programov Evropske prestolnice kulture prejel 21 milijonov evrov in pol. Kar 3 milijone bodo porabili za zaposlene in honorarne sodelavce, kar pa se ob več kot 3000 visokih mesečnih prejemkih mnogih izmed okoli 170 zaposlenih in honorarcih, tudi svetnikom, zdi preveč. Gre po domače povedano za preseravanje z občinskim denarjem in da je to v teh časih absolutno nedopustno, še posebej v Mariboru, ki se sooča z grozljivo socialno stisko. Mislim, da bodo tudi ti ljudje, ki delajo na tem projektu, morali na koncu položiti račune in dokazati, kaj so počeli z javnim denarjem in ali je to, kar so naredili, dovolj za to, kar so dobili. Na zavodu na očitke o visokih izplačilih odgovarjajo, da so leti v skladu s plačnimi razredi, ki veljajo za javne zavode z področja kulture. Iz javnega denarja plačani pripravljavci EPK pa bi se po mnenju mnogih morali vprašati o upravičenosti visokih prejemkov v mestu, kjer se polovica ljudi sprašuje, kako se prebiti skozi vsakdanjik.